vse čas bil prisoten tudi pri izkopu, pomagal in med drugim ugotovil tudi, ali pa povezal pravzaprav tem spoznanja glede okosti z informacijami, kdo naj bi v Krimski jami bil, tako da ima tudi en, recimo, nenatančen, ampak vendarle zelo zanimiv spisek teh, ki naj bi bili najverjetneje v Krimski jami. Izvolite. Dober večer tudi z moje strani. Vesel sem in počaščen, da sem danes v vaši sredi. To zgodbo smo vendarle zapeljali, jaz pa z Dežman že tega bo dobro desetletje, z jamo se ukvarjam že malo dlje, verjetno nekih 15 let. Nikoli ne bi prišlo do tega, če ne bilo nekih izjemnih ljudi zraven, ki so ustrajali, se pravi, z glavo skozi, dokler ni opeka popustila. Med njim bomo seveda omenil Dežmana, našega župnika tukaj v Begunja, predsednici gospoda Ipavca. In seveda projekta samega izkopa ne bi nikoli izvedeli, če ne bi bilo gospoda Antona Bažiča. Tam ne sedi gospod, mislim, da si zasluži še en tak aplavz. Se upravičujem, da je malo logističnih težav. Tako da bomo bolj avtentično videli fotografije, ne? Seznam je v bistvu zelo preprosta zadeva. Jaz sem šel v teh 15 letih preko veliko verov. Seveda primarni ver mi je bil vedno gospod Okoliša knjiga Ta seznam žrtev na Ožjem Modranskem. Jaz sem jih tam maksimaliziral na podlagi vseh verov, jih je bilo na začetku 48. Se pravi, vse žrtve, take partizani ali civilisti, drugih žrtev tako ni bilo, veste, prve vaške straže se pojavljajo šele v juliju, 42. Krimska jama pa vendarle obsega obdobje med majem pa julijem 42, se pravi pred tisto italijansko ofenzivo in pred ustanovitev prve vaške straže v Šentjoštu. Tistih je bilo 48 od prvega bataljona, seveda mi govorimo samo o eni enoti, to je prvi bataljon notranjskega odreda. Potem, ko smo seveda pa končno šli v ta izkop, to delo gospe Martine Kocmur je neprecenljivo, ona je lahko uspela ugotoviti starost in pa spol vseh teh žrtev, ki smo jih izkopali. In seveda potem to starost in spol primerjati s seznamom. In na koncu prišel nekako na sklep, da bo treba izločiti vse enote, ki niso enota tretja četa, ki je taborila v Korleškem Logu oziroma tam v okolici. Potem se pa seznam približno že kar ujame. Predvsem ženske so verjetno vse odgovarjajo, za eno nisem nekako ugotovil, kdo bi lahko bila, seveda kdorkoli, bo že kar tako opozoril na začetku, ta seznam lahko drži, lahko ne drži pa čisto nič. Kdo točno je v tisti jami, vejo samo tisti, ki so jih notri medali. Mislim, da pa ni več med živimi nobenem. Če pa je kakšen, pa bo verjetno tih, dokler ne bo šel v večno lovišča, ali pa ne, bomo videli. Skratka, takle seznam nekako, večinoma so to civilisti, nekaj je pa tudi partizanov, to je neko medsebojno obračunavanje ali pa predstopke ali kakorkoli. Tisto, kar je prevladalo na koncu, se pravi, dokumentov je, nekaj se jih je ohranili, zelo veliko se jih je ohranili, pravzaprav primerjajo s kakšnimi drugimi partizanskimi enotami, pač tisto, kar je pa ni bilo ohranjeno dokumentacije, na srečo se ohranil pa delovodnik. V delovodniku imate pa seznam pošte, prejeto, poslano, kdo je poslal, kdo je prejel in tako naprej, in zraven en kratek pripis, kaj točno je v tistih dokumentih, predvsem za te, ki so jih tako imenovano justificirali, piše zraven, ime in priimek ali pa samo priimek, in potem že približno veš, ko primerjaš se z drugimi veri, se pravi ustnimi ali pa drugimi pisnimi veri. Tako da tale seznam 24 približno bi lahko držal, ne moramo pa nikoli zagotovo vedeti. Jaz sem šele pravzaprav zanč, se moram prav zahvaliti gospodu Možinu, da je upravil tisto za pričevalce, se z gospod Zalar intervju, ker je povedala, kdo je bila tista gospa, ki je bila noseča, je bila pa tale Lukova, verjetno, da je obreza Ana. Tako da vsaj za njo bi mogoče vedeli in vemo tudi za najmlajšo žrtev v Breznu, in to je tisti 32 tednov star zarodek, se pravi. Govorimo o človeški osebi, kakšni drugi mogoče ne, jaz prav gotovo ja.
Tako da, žal pa nimamo še vedno odgovora za ostale dva otroka, se pravi, tisto enomesečni otrok, pa 2 do 3 leta star otrok, za njiju pa nič ne vemo. Še o odgovornih osebah me je prele spraševal nekdo, vse to je drugače na internetu, če ste v Google tipkali Krimska jama, boste vse to gledali. Govorimo o prvem bataljonu, odgovorne osebe so Tone Vidmar, Lukas Suhadolc, politkomisar je bil pa Mirko Novak Fritz. To je za celotno ta obdobje, kar Krimska jama obstaja. In tretja četa komandant je bil Jože Mrlak, oziroma Milan Pišler, Albert Kovač je bil pa politkomisar, oziroma po partizansko Peter Grčer, oziroma Lumpi. To so te osebe, ki bi danes verjetno uhagljale na vojnem sodišču, če bi jih nekdo tja pelal. Mislim, da ni več nobeno ni živ. To bi bilo nekako malo z moje strani. Če še kakšno vprašanje? V redu, mislim, da na tej točki bi bilo v redu. Zelo dobro je, da ob tem, ko govorimo